Lepo pozdravljeni. Starši poznamo situacijo, ko želimo spodbuditi otroka in mu pomagati. Ko recimo otrok pride domov, se usede za domačo nalogo in še preden se zares loti, reče: ne znam. Ponavadi spodbujamo in rečemo: seveda znaš, samo malo se potrudi. Ampak naš otrok nam ne verjame. Ne zato, ker ne bi zaupal in verjel nam, ampak zato, ker ima on drugačne izkušnje. Morda si misli: pa saj sem že poskusil, pa mi ni uspelo. Prejšnjič mi ni šlo, tako ali tako ne razumem, ali kaj podobnega. In če hočemo torej otroka motivirati, potrebuje on najprej novo izkušnjo. Zato, da se mu ustvari pozitivni učni krog. In pozitivni učni krog se oblikuje takrat, ko je otrok najprej v varnem okolju v smislu, da je sproščen in da lahko tudi vpraša, če česa ne razume. Potem sledi razlagi, ki je mirna, pregledna, postopna in razdeljena na tako majhne enote, da otrok sproti doživi: aha, zdaj razumem. In ko otrok to doživi, potem potrebuje izkušnjo, da mu pri vaji, pri uporabi tega razumevanja uspe. In naslednji korak je, da dobi pozitivno povratno informacijo. Torej, toliko primerov imam zdaj že prav. In to je potem tisto, kar potegne v naslednji korak pozitivnega učnega kroga. Otrok postane bolj motiviran, da poskusi še z enim primerom, še z eno nalogo. Na ta način se potem oblikuje tudi novo mnenje o samem sebi, ki se s ponovitvijo pretvori v novo prepričanje o sebi. In to novo prepričanje: okej, razumem, zmorem, znam, potem otrok utrjuje. In tako gre lahko v naslednjo uro pouka ali pa se loti naslednje naloge z čisto drugačnim notranjim stanjem, ki potem vse to potegne za sabo. Torej, zdaj razumemo. Če je otrok več tednov, mesecev ali pa celo let v bistvu zbiral dokaze, ne gre mi, potrebuje več kot samo eno izkušnjo, da se bo to spremenilo. Potrebuje sistematično, jaz rečem kar celoletno ustvarjanje novih izkušenj, ko pride od: aha, zdaj razumem, aha, zdaj lahko poskusim, zdaj lahko dobim povratno informacijo, ta mi potrdi, da razumem, da znam, in s tem dobim motivacijo, da naredim še nov primer, še novo vajo. In še posebej je to fino, če so vaje narejene tako, da otroka same potegnejo v nadaljevanje. In potem se ta krog že začne premikati bolj sam, dobi neki zagon. Kajti ko ponovi in opazi napredek, zase ustvari novo prepričanje: aha, zdaj mi pa gre. In tako pridemo od ne znam in starševskega samo potrudi se, do tega, da otrok se potrudi in da potem dela bolj samostojno in lažje, več sam. To je tudi princip, ki ga jaz uporabljam pri vsem svojem delu, pri celoletnem tečaju, pri celoletnem programu Znam, pri individualnem delu, ker vidim, da v resnici to otrokom pomaga. Če vas zanima več o tem, si lahko pogledate na podstrani celoletni program. Več o
tem, kako točno to poteka. Kaj lahko torej starši naredimo doma? Za otroka ustvarimo čim bolj pozitivno učno izkušnjo, da ustvari pozitivni učni krog. Želim vam lep dan in lepo se imejte.